Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, 7 dni je naokoli, odkar smo se zadnjič videli pred vašimi malimi sprejemniki in znova smo z vami za oddajo Ozadja z novimi zanimivimi zgodbami, kakršnih še nismo odstirali. Bolj kot se mesec september približuje k koncu, toliko bolj smo že z mislimi v naslednjem, v mesecu oktobru. Ta velja tudi za rožnati oktober, zlasti med ženskami je usidran kot mesec ozaveščanja o rakavih in predrakavih obolenjih v boju proti raku na dojkah. No, precej večji delež je pa tistih, ki ob omembi meseca oktober pomislijo najprej na mesec požarne varnosti. In temu bodo gotovo pritrdili tudi današnji trije gostje, ki so bodisi poklicno, bodisi prostovoljno povezani z gasilstvom. Organizacija, ki ravno v mesecu, ko obrnemo 10. list na naših koledarjih, posveča posebno pozornost temu, da preventivno osvešča širšo javnost o preventivnem ravnanju pred varstvom pred požari in drugimi naravnimi in ostalimi nesrečami. Tako so danes z nami direktor poklicne gasilske enote Krško, gospod Aleš Stopar, poveljnik Gasilske zveze Krško, gospod Borut Arh in človek, ki je razpet med prostovoljnim in poklicnim delom, to je Rudi Vrščaj, član prostovoljnega gasilskega društva Leskovec pri Krškem, ki pa je obenem zaposlen v poklicni gasilski enoti Krško. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. In najprej vprašanje za gospoda poveljnika. Kaj bi vi rekli, kaj je tisti dejavnik, da smo kot narod, kot Slovenci tako množično vključeni v gasilsko organizacijo, ki je res najštevilčnejša na naših tleh? Jaz mislim, da je kot prvo to tradicija, dolgoletna tradicija. Drugo leto v septembru namreč praznujemo v Sloveniji 150 let gasilstva na Slovenskem. To je prva stvar. Kot druga stvar je vpletenost celotne družine v to gasilstvo. Od starih očetov, potem že to naprej sinovi in hčere seveda nadaljujejo to tradicijo. Predvsem mislim, da je to. Potem pa pride ta odnos do tega dela, da nekomu pomagaš takrat, ko pomoč to predvsem potrebuje. To jaz mislim. Kolikokrat ste se vi, ki ste tudi prostovoljni gasilec, srečali s tem, da je bilo potrebno nuditi pomoč? Je teh situacij veliko? Ja, ne smem reči, da jih je veliko, jih je kar nekaj, ker veliko intervencij, bom rekel, predvsem tehničnih intervencij, opravi poklicna gasilska enota. Mi kot prostovoljni gasilci smo jim bolj v tisto pomoč, ko pride do kakšnih požarov na objektih, ob naravnih nesrečah, takrat pa mi bolj preskočimo na pomoč, da mi pokažemo tisto, kar znamo. Katere pa so razlike, gospod Stopar, med poklicnim gasilcem in prostovoljnim gasilcem? Ena takih bistvenih razlik je sigurno v samem usposabljanju in izobraževanju. Nekaj je pa gotovo tudi stičnih točk. Kako bi vi ocenili, katere so razlike in katere so tiste skupne značilnosti? No, razlika je predvsem v tem, da smo mi v bistvu javni uslužbenci, zato plačani, da se, kadar nimamo intervencij, urimo na tem področju. Kolegi iz prostovoljstva pa v bistvu tudi v svojem prostem času nudijo pomoč občanom. To so glavne razlike. V bistvu skupno nam je pa to, da si vsi želimo pomagati, da smo tu zato, da pomagamo soljudem, v bistvu mi smo pa zato še dodatno samo plačani. V tem je največja razlika. Tudi glede usposabljanja pa ni tako, bom rekel, velike razlike. Mi sicer se urno več usposabljamo, ampak dejansko imamo vsi skupaj en gasilski center v državi na Igu, kjer se urimo tako prostovoljci kot tudi poklicni gasilci. No pa, ko ste ravno omenili center za urjenje, v Krškem se že šušlja oziroma se že aktivno potekajo dogovarjanja, da bo tudi Krško pridobilo svoj poligon, svoj teren, da se bo lahko tako z prostovoljnega kot tudi predvsem poklicnega vidika lahko treniralo, da takrat, ko gre za res, je res pripravljenost na vrhuncu. No ja, jaz sem zelo vesel, da se ta projekt v bistvu približuje začetku realizacije. Mi smo trenutno v fazi potrditve OPPN-ja, ki mislim, da bo potrjen upam, da bo potrjen na naslednji občinski seji, potem pa nam preostane še izbrati izvajalca in zakopati, rekel, prvo lopato. Tudi na tem področju sodelujemo tesno z Gasilsko zvezo, kajti sam poligon je v bistvu projekt Gasilske zveze Slovenije.
Mi smo se skupaj z Gasilsko zvezo dogovorili, da bi ta poligon nekako umestili v prostor našega objekta, ki ga tudi mislimo širiti, in vse skupaj naj bi se zaključilo leta 2021 in jaz močno upam, oziroma nas cilje, da to postane en center širše regije, mogoče celo Dolenjske, ki takega poligona in takega objekta na tem področju nima, ne. Kakšne so pa posebnosti same poklicne gasilske enote, ki kot sama po sebi kot javni zavod je bolje opremljena, ima drugačno usposobljenost kot recimo z prostovoljnih vrst? Katere so tiste posebnosti, če primerjamo ostale gasilske javne zavode, posebej, ker je v povezavi tudi nekoč delujoča tovarna celuloze in papirja in pa še vedno delujoča atomska nuklearna. Kakšne so posebnosti z tega področja delovanja? No, v Sloveniji je trenutno 14 poklicnih gasilskih zavodov. Moram reči, da je Krško ena velika specifika, no. Jaz v bistvu ne rad, bom rekel, to izpostavljam, ampak enostavno drugače ne gre, ne, ker mogoče ljudje tudi tega niso toliko seznanjeni s tem. Mi smo 20%, nekje okoli 20% proračunski porabnik, vse ostalo pa v bistvu so sredstva, ki jih pridobivamo na trgu, ne. Že omenili ste pogodbene partnerje. Mi imamo več pogodbenih partnerjev, glavni so seveda nuklearna elektrarna, tovarna papirja Vipap, termoelektrarna Brestanica in pa po novem tudi Krka. Prvi trije so bili tudi soustanovitelji poklicne gasilske enote z občino Krško, seveda. In v tem segmentu smo seveda posebnost, zato ker ostale enote nekje v obsegu, če ne 100, pa vsaj do 80% so v bistvu proračunski porabniki, ne. Mi se pa za ta denar moramo tudi kar precej na trgu boriti in potem tudi v bistvu z njim delamo tako kot, ali pa poskušamo delati kot dobri gospodari, se pravi, da vsak evro probamo dvakrat obrniti. Ja, drugače ne gre, ne. Gospod Borut, kako pa bi vi ocenili ne toliko poklic gasilca, ampak samo vključenost v prostovoljne gasilske vrste? Vemo, da je precejšen delež tako otrok, mladine, članic, članov, veteranov, skratka v vseh generacijah je gasilstvo nekako dobro zastopano. Kaj je tisto, kar ljudi pritegne in jih potem tudi nekako prepriča, da ostanejo v teh vrstah? Jaz mislim, da je to predvsem želja po druženju, po nekakšnem skupinskem druženju in seveda na koncu tisto, kar je tudi gasilstvo, da pomagaš. Da pomagaš ljudem, tako kot smo že pri prvem vprašanju povedal, takrat, ko ljudje, občani potrebujejo našo pomoč, da jim jo mi lahko takrat nudimo, ne. In tako potem vzgajamo že od otroke, od pionirjev, pa vse potem do starejših gasilcev. Skozi celotno to obdobje se oni usposabljajo, izobražujejo, zato da lahko pomagajo ljudem, ki so v nesrečah, ki potrebujejo našo pomoč. Kot poveljnik, pa tudi kot dolgoletni prostovoljni gasilec imate gotovo nek tak splošen pregled na to, koliko ljudi pa nasprotno zapusti gasilske vrste zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Je takih veliko, malo, jih skoraj da ni? Kako bi to pogledali z tega vidika? Jaz mislim, da je takšnih ljudi zelo malo. Pojavi se ena takšna luknja v času, ko otroci ali pa mladina končujejo srednjo šolo in gredo na fakultete. To je, bom rekel, eno 10-letno obdobje, ki je takšno bolj prazno. Potem pa, ko pridejo te študentje, že odrasle osebe nazaj, se pa zopet vključijo v te naša društva in potem kar nadaljujejo in vztrajajo do poznih svojih let. Gospod Stopar, gasilstvo že dolgo ni več samo omejeno na gašenje požarov in na interveniranje v primerih, ko pride rdeči petelin med nas, ampak je vse vrste tudi drugih tehničnih posegov, reševanje v primeru, ko so kakšne nevarne snovi posredi. Skratka, zahtevnost je čedalje večja, naloge so čedalje bolj obširne. Kako bi vi nekako strnili, katere so tiste vrste intervencij, ki ste jih beležili naprimer v zadnjih 10 letih, katere so bile tiste, ki so nekako najpogostejše na tem območju, kjer poklicna gasilska enota deluje?
Trend je, mislim, da že prej omenil Borut, ne. Čedalje več je posredovanj tehnične narave. Se pravi, mi, poklicna gasilska enota oddela letno nekje dobrih 300 intervencij na leto, lani za primer 322, od tega nekje cirka 100 požarov, bodisi v naravi, bodisi na objektih. Ostalo pa so tehnične intervencije, se pravi v prometu. V zadnjem času je izredno veliki porast tehnične pomoči osebam, mi pravimo, ne. To so razne vdori vode, da ne omenjam ose, sršene, ne. Potem so tudi delovne nesreče, bom rekel, nesreče z nevarnimi snovmi, recimo teh je nekje cirka 20 na leto, ne, so zelo specifične, glede na to, da imamo takšno industrijo na področju, ne, je ta spekter znanja na nevarnih snoveh izredno velik. No, že prej sem povedal, da je PGE, bom rekel, neka specifika v slovenskem prostoru in tukaj ravno tako, ne. Recimo gasilcem v drugih mestih, drugih zavodih ni treba poznati lokacije 20.000 javljalnikov, upravljati z 10 požarnimi centralami in tako naprej, kar morajo naši fanti seveda vse obvladati, ne. Tako da intervencije veliko, se zelo spreminjajo. Zadnje čase je tudi, bom rekel, tako v narekovajih, dosti eksotičnih in mi imenujemo, ne vem, reševanje raznih legvanov, kač, ne, ljudje marsikaj pripeljejo domov, ne, in tudi te zadeve včasih vidijo nadzor in moramo pomagati, ne. Se je pa tudi že zgodilo, da ste šli reševati mačko in jo je potem eden izmed vaših gasilcev, ker je bila pač brezdomka, jo je vzel za svojo, če se prav spomnim iz medijev. Ja, no, to sem že povedal, da gasilci so v bistvu pripravljeni pomagati samo ljudem, ampak očitno tudi živalim, ne, in v tem primeru se je tako končalo. Rudi, preskočiva malce še na operativne postopke in na operativne naloge. V vseh letih, kolikor jih imate za seboj kot gasilec, ste gotovo naleteli tudi na kakšne šokantne prizore, kateri pa tudi, če imate trdo kožo, ki se skozi leta ustvari, gotovo pustijo na človeku nek neizbrisen pečat, pretresajo mogoče primeri s smrtnimi slučaji. Kako se s tem spopadate? Imate kakšno podporo v tem smislu oziroma kako potem sami pri sebi s temi stvarmi razčistite, da naslednjič, ko greste na intervencijo, to ni težava? Ja, kot ste omenili, jaz sem prišel v firmo leta 1994, takrat sem pač prišel direkt v ogenj, bi tem rekel lahko, no. Bilo je težko, teh pomoči niti ni bilo. Ko je prišlo za mene osebno najtežje, je bilo recimo smrt otroka, tega je ni veliko, hvala Bogu, no. Zdaj trenutno pa lahko rečem, da se kar dosti dela na tem, se pravi na psihološki pomoči. Tudi naša firma res ogromno nudi na tem in pa vsekakor mi gre v pomoč to, da se ogromno izobražujemo, ogromno delamo. Se pravi, da jaz osebno zdaj, že kar bom lahko rekel, da lahko potrdim, da delamo dobro, se pravi delamo vaje, se izobražujemo, delamo na igu in s tem upravljamo delo popolnoma sigurno, varno, hitro. In tudi s fanti se po vsaki taki intervenciji se pogovarjamo, delamo analize. Analize so narejene tudi glede z tega, recimo, da vidiš, če mogoče katerega kaj prizadelo ali ga ni prizadelo. In vsekakor po taki večji intervenciji, kjer je ali hujši požar ali pa celo smrtna žrtev, takoj po intervenciji, ko pridemo v enoto, smo, bom rekel, tem prosti, pride druga izmena, nas zamenjajo in pokličemo enega izmed zaupnikov, ki je vedno 24 ure dosegljiv in naredimo takoj po prihodu v enoto tak psihološki razgovor in lahko rečem iskreno, da taka stvar zelo pomaga, se pogovarjamo odkrito. Tudi jaz sem eden izmed teh zaupnikov, hodim na ig, gor se pogovarjamo, tudi bom rekel o teh naših stvareh, kako to deluje, kako to vpliva na nas kot zaupnike, tako da bom kar rekel, da res se dela veliko na tem, no. Skratka ste gospodje v opravah, uniformah, intervencijskih oblekah, dejansko en drugemu zaupniki, ste iz istih vrst. Gasilec je gasilcu zaupnik. Tako je, recimo, ker mi sami sebe najbolj tako razumete tudi. Ja, se razumemo, poznamo, vidimo in tudi recimo smo kot neka kot družina. Jaz temu, kar rečem, moj drugi dom, ker na koncu tudi je, ker ne glede na to, za kom delam, kako delam, v kateri izmeni sem, vsi delamo za isti cilj, vsi delamo, da pomagamo in pa normalno, da prepoznamo tudi prednosti in slabosti tistih in tisti, ki potrebuje neko pomoč, nekaj takega mu vedno nudimo in pa seveda pohvalimo in nagradimo.
Gospod Stopar, ta psihološka pomoč, ki je čedalje večjega pomena, zlasti zaradi takih primerov, ki so neljubi, ki se končajo morda tragično, se v preteklosti ni toliko prakticirala. Kaj je privedlo do tega? Morda težnja k temu, da gasilci gredo na naslednje intervencije čim manj psihološko obremenjeni, da niso nekako s tem bremenom, kaj se je zgodilo na pretekli intervenciji in zaradi tega ne bi opravljali dela dovolj dobro. Kaj je tista prelomnica, ki je privedla do tega, da se je tudi psihološka pomoč začela, podobno kot v vojski, tudi uporabljati v gasilstvu? No, do tega je privedlo seveda izkušnje drugod iz sveta. To že v tujini že dolgo časa to poznajo, nekatere enote, predvsem v Skandinaviji, imajo celo svoje psihologe v enotah zaposlene, govorimo o večjih. To je nekako prepoznala tudi naša uprava za zaščito in reševanje. In v bistvu tam nismo samo gasilci, tam so tudi recimo gorski reševalci, kinologi in tako naprej. In smo nekako prepoznali, da na tem področju premalo delamo. Prepoznali smo pa z tega, ker, kot ste že sami prej povedali, se to nekje nalaga. Zdaj, če je človek dovolj odkrit sam do sebe, če se ne smatra za nekoga heroja, potem ve, da bo slej ko prej to nek udarili ven, rečemo mi po domače. No, to je tudi stroka prepoznala in je uvedla eno, kot je že Rudi povedal, zelo dobro usposabljanje, kjer iz naše enote smo jih napotili 5 na to usposabljanje in smo tudi interno sprejeli, da v bistvu vsaka večja nesreča, pa vsaka smrtna žrtev je obvezen psihološki razgovor. Ni obvezen z te strani, da bi na gasilce pritiskali, da nekaj povejo. Gre se za to, da v bistvu enostavno se tako dobro poznamo, da ti vidiš, da na človeku nekaj ni v redu. In če vidiš, je v bistvu mi smo sam ta prvi korektor, ki to prepozna. Seveda potem tak človek potrebuje strokovno pomoč. Mi smo v bistvu samo tisti, ki bi poskušamo na nek način prepoznati, da se je pri tem človeku nekaj spremenil, da ga je nekaj prizadel. Veste, da je področje, ki ga pokrivamo, na nek način majhno, da se vsi med seboj poznamo in so stvari lahko še toliko težje. Tako da. Na podoben način, kot se nudi psihološka pomoč, pa je tudi verjetno podobno v prostovoljnih gasilskih društvih. Sicer intervencije niso tako zelo obširne in tako zelo pogoste, pa vendar je druženje v gasilskih vrstah, v gasilskem domu tisto, ki tudi privede do te zaupne ravni. Kako se to izkazuje glede na vaše izkušnje? Seveda, podobno kot pri poklicnih gasilcih, tudi mi po intervencijah naredimo tisto, bom rekel, skoraj obvezno analizo tiste intervencije, da se dejansko pogovorimo, kaj je šlo narobe, kaj je šlo dobro, da potegnemo eno črto, da vidimo, kaj bomo lahko naslednjič izboljšali, s čim se da to stvar popraviti. Se pa ne srečujemo toliko, saj do zdaj se nismo s kakšnimi, bom rekel, takšnimi strašnimi prizori kot tele naši tovariši iz poklicne gasilske enote, s predvsem smrtnimi izidi. Tako da naša stvar so bolj požari, naravne nesreče in takšne stvari. Če pa pogledava z vidika gasilske zveze, katere so bile v zadnjih letih tiste najbolj obširne intervencije, kjer je sodelovalo tudi največ enot, kjer so se dejansko člani posameznih gasilskih društev povezali, bili skupaj na terenu. Vemo, da so bile dolgo časa pereč problem pred izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, tudi poplave, tudi migrantska kriza je naredila svoje. Sta to ti dve situaciji bili tisti, ki sta najbolj povezali gasilce iz, bomo rekli, od Kostanjevice pa vse do skoraj Sevniške gasilske zveze? Tako je, dokler ni bilo tlele v Krškem, bom rekel, dokler ni bila narejena ta protipoplavna zaščita, smo se v Krškem predvsem ukvarjali s poplavami, vsaj 2-krat na leto. Potem pa je prišla tista migrantska kriza, v kateri smo tudi nudili pomoč tovarišem v Brežiški gasilski zvezi. Vmes pride pa takšne naravne nesreče, kot je Kras, požari na Krasu, potem žled tudi dol na Postojni. Zdaj, zadnja intervencija je bila neurje s točo v Črnomlju. Predvsem te naravne nesreče.
Če pogledamo usposabljanja, vi kot, bomo rekli, prostovoljec in poklicni gasilec jih lahko primerjate. Katera so nekako fizično in psihično najbolj zahtevna, najbolj zahtevajo od človeka pripravljenost v vseh ozirih, katera so tista, ki so mogoče manj zahtevna in bi jih lahko skoraj da vsakdo, ki že opravi pogoje za pridobitev čina gasilec, opravil. Kakšna je ta primerjava? Vemo, da je čez prst rečeno biti poklicni gasilec veliko težje kot biti prostovoljni gasilec, ampak vendarle veliko usposabljanje skupnih, izvajajo se na izobraževalnem centru na Igu in mogoče se da potegniti neke skupne točke in pa tiste, ki prav posebej štrlijo iz povprečja. Ja, po mojem najtežje je pač delati na dihalnih aparatih, se pravi tam to tudi največ to izčrpa. Nekje gasilec na intervenciji ne bi imel nekje 3 dihalne aparate, se pravi, da res dela in da podiha 3 dihalne aparate čisto zadost. To pomeni uro pa pol dela ali pa mogoče malo več, odvisno je, koliko je kjer ima kondicije. To bom rekel, je kar najtežje. Poznamo na Igu gor te module A, B, C, pomeni, da vedno so težji. Včasih A modul je bil samo vstop v hišo in pa se pravi prepoznati te toplotne pline to. Zdaj je pa že, bom rekel, modul C, ki gremo pa lahko v kletnem prostoru in lahko simuliramo, kot da je požar v kleti. Tako da tudi na tem se gradi preko skandinavskih držav, se pravi, ta sistem poznajo prej v Skandinaviji in potem ga mi nekako prenesemo na vsem, kar ga prepoznamo kot dober. Bom rekel, med lažjimi, je pa, mislim, med lažjimi je, bom rekel, glede fizičnega je pa mogoče čisto taktično, ne vem, gašenje preko kakšne avtolestvije pa to, tam si pač v lestvi gor, delaš, se pravi, delaš na višini, je pa normalno, odgovorno, stresno, tam rešuješ lahko otroke, lahko delamo tukaj v nas v Krškem domu starelih, imamo tukaj take više stavbe, ampak vsekakor, bom rekel, lahkih stvari v gasilstvu skoraj ni, no. Tudi podatek tako pove, da mi imamo razpis, recimo tudi zdaj razpis za novega gasilca pri nas tudi v Krškem in zelo redko se javijo tudi ženske, ker so tudi, bom rekel, te razpisni pogoji enaki za moške in za ženske, ker res, bom rekel, te sprejemni izpiti so težki, ne glede na to, ali je tudi, ne vem, kakva vaja z nevarnimi snovmi, je pa tam spet sicer manj dela, ampak si pa v obleki, si, bom rekel, v 3. stopnji zaščite. To pomeni, da si popolnoma zaščiten pred kislino in pred ostalimi drugimi dejavniki iz okolja. Noter je pa huda vročina, pozimi je hladno, tako da je spet iz tega vidika, bom rekel, spet mogoče malo manj fizično, ampak je pa tako obremenjeno na tebe. No, tak. Dost pa to znanje, vsaj jaz recimo, ko sem poklicen in prostovoljc, v mojem domačem društvu Leskovec, prav da z Borutom smo dejansko skupaj, isti letnik, sva sošolci tudi, no. Sva isto prišla istega leta v prostovoljno društvo, zdaj me pa pokličejo, da naredimo kako skupno vajo, oziroma mene kot kakšnega mentorja, bomo tem rekli, da naredimo kako vajo z dihalnimi aparati ali pa peno. Tudi recimo imeli smo kot izvoz, smo vadili vožnjo čez križišča, tako da take stvari me pa pokličejo, res rade volje se odzovem. Tako da to je nekako, to bom rekel, ta moja povezanost med poklicnim pa prostovoljnim društvom. Da znanje pridobljeno po službeni plati potem pride tudi v prostovoljne vrste. Ja, mislim, da Borut pa lahko potrdil. Predvsem njihove izkušnje. To. Kako pa recimo mladi gledajo, ki niso mogoče še toliko na terenu ali se pa še ne odzivajo na intervencije preko pozivnikov, preko sporočil, preko klicev, kako oni zaznavajo to bolj resno gasilsko delo, ker vaje in tekmovanja so neke vrste trening, tista rutina, ki pa je potem odločilna, kar se sekund tiče, pa ko gre za res. Kako to mladi gledajo na takšne akcije, ki so dejansko uprizorjene, da dobijo občutek, kako je, ko je dejansko potrebno posredovati? Ja, takoj, ko jim damo možnost, da lahko opravljajo takšne vaje, jih z veseljem vzamejo v roke, ker to je, bom rekel, ena stopnja pred tisto intervencijo, pred tistim požarom, na kateri, ali pa, bom rekel, pred tistim požarom, na katerem gre za res, ne. In seveda, sanje, bom rekel, vsakega mladega gasilca so vožnja z gasilskim avtomobilom, s sireno, z lučkom, ko se ti na cesti vsi odmikajo, ti si pa glavni. Ti si pa glavni. Čeprav si samo tisti, bom rekel, ena čist zadnja pomoč ta glavnim operativnim gasilcem, ampak si pa zraven in to je nekaj najlepšega, kar vsi pričakujejo.
Se potem tudi s kakšnimi predstavitvenimi dnevi ali ob dnevih odprtih vrat udeležujete obiskov v vrtcih ali v šolah, da predstavite samo gasilsko dejavnost z nivoja posameznih društev, ki delujejo v Gasilski zvezi Krško? Ponovadi nas v mesecu oktobru, v mesecu požarne varnosti, takrat nas povabijo šole, vrtci, da jim pokažemo našo opremo. Res, da nimamo takšne opreme, kot imajo poklicni gasilci, ampak za mladega, majhnega otroka je gasilski avto, gasilska uniforma, čelada in škornji, to je nekaj najlepšega, ne? Jih potem tudi to pritegne, da pridejo v vaše vrste, da se udeležijo kakšnih predstavitev, kjer potem tudi date prijavnico, pristopno izjavo in pridobite novo članstvo, novo moč? Tako je, to že delamo v vrtcih, ker otroci lahko 6. letom pridejo v društvo, se včlanijo v društvo in postanejo mladi gasilci in potem nadaljujejo svojo pot naprej. Izkoristimo vsako priložnost. Kako pa skrbite za to promocijo gasilstva med mladimi, med otroci, med mogoče tudi osnovnošolci v poklicni gasilski enoti? Imate sploh čas za takšne dejavnosti ali vam delo preprosto ne dovoljuje? No, mi imamo, bom rekel, skoraj lahko rečem na tedenski ravni obisk in šol in vrtcev in raznih interesnih skupin, društv z cele Slovenije. Tako da tega nam res ne manjka. V zadnjem nekaj leti smo vzpostavili tudi svojo spletno stran, ki jo redno tudi sami, bom rekel, popolnjujemo z novimi informacijami, z intervencijami, z raznimi dogodki. Recimo zdaj zadnja aktualna smo imeli kolesarsko odpravo, kjer se naši 5 gasilcev odpravili na Stelvio, se pravi na prelaz v Italiji. Se pravi, vse delamo v smislu usposabljanja, fizične pripravljenosti, takrat, ko nas bojo občani rabili, da bomo pripravljeni. In tukaj dejansko je trening ena takih zelo pomembnih stvari, ne. Te promocije pa ni nikoli dovolj, ne. Jaz včasih se res čudim, ne, da ljudje, marsikdo v Krškem niti ne ve, da imamo poklicno gasilsko enoto, ne, kar me velikokrat preseneti, ne, oziroma veliko ljudi, kjer niso rabili recimo prostovoljne ali pa poklicne gasilske pomoči, da niti ne zna nekako ločiti, ne ve mogoče, da smo eni za to plačani, eni pa ne, tam se pa pol tudi že skoraj konča, ne, tako da mi smo vedno odprti, vse dni v letu, 24 ur na dan, Rudi in izmene so vedno tam in so vsi dobrodošli, kadarkoli priti. Naša vrata niso nikoli zaklenjena. Podobno kot se na ravni Gasilske zveze prostovoljna gasilska društva povezujejo v Gasilsko zvezo, pa se tudi poklicne gasilske enote, ki delujete kot javni zavodi, povezujete v Združenje poklicnih gasilcev Slovenije. Kaj vam ta organizacija nudi, omogoča, kakšno podporo dobite z te strani, koliko vas je vključenih? Vključeni so praktično vsi zavodi. Mišljeno je bilo, da mislim, ko smo mi na Zrujetom začeli svojo poklicno pot, ne, nismo poklicni gasilci praktično imeli svoje organizacije, ne. Z tega je nastalo združenje, ki je tudi bilo uvedeno v zakon. V nadaljevanju je v bistvu nastala tudi skupnost gasilsko-reševalnih zavodov, kjer so večinoma zastopajo direktorji, no, ta združenje pa v bistvu nek strokovni organ, rekel, poklicnih gasilcev. Težnje v zadnjem času gre v to smer, da v bistvu smo videli, da to ni dobro, zato ker imamo nekako 2 organa, ki predstavljata eno, rekel, poklicno branžo in delamo vse na tem, da bi v bistvu kot združenje organizirali vseh 14 poklicnih gasilskih zavodov, tako ko ima praktično, ko imajo prostovoljci Gasilsko zvezo Slovenije, da bi tudi naš predstavnik bil samo en organ, ker drugače se mnenja vedno podelijo in ni pravega efekta. Kakšna pa je glavna naloga tega združenja? Kje dobite največ pomoči oziroma največ posluha, pri kakšnih zadevah? No, glavna naloga je predvsem bilo strokovno usposabljanje, ne? Pripravljati z svojimi člani, tudi poklicnimi gasilci, pripraviti neke vrste usposabljanj, ki jih poklicni gasilci potrebujejo, videti, kje smo recimo na neki zadostni kakovostni ravni, kje smo mogoče malenkost šibkejši, ne? Ker jasno, ta usposabljanja pa, bom rekel,
pripravljenost gasilcev gre tudi z izkušnjami. Seveda gasilci na Krasu imajo ogromno izkušenj z gozdnimi požari, pri nas tega ni tako veliko, in je normalno, da nas oni poučujejo o takih stvareh. Mi pa recimo njih o nevarnih snoveh in to znanje, v bistvu združenje je, vsaj jaz ga tako gledam, na nek način organ, ki skrbi, da to znanje kroži med poklicnimi gasilci. In seveda tudi velikokrat so povabljeni oziroma imamo skupno usposabljanje, ker se združenje povezuje tudi z Gasilsko zvezo Slovenije in v bistvu organiziramo tudi skupaj. Skratka, gre za vzajemno deljenje izkušenj in strokovnega znanja med seboj. Jaz mislim, da je tako prav in da bi tako tudi mogli biti v bodoče. Sedaj, ko se bo leto počasi začelo približevati k koncu, je nekako v ustaljeni navadi prostovoljnih gasilskih društev, da obiščajo gospodinjstva, domove v svojih skupnostih in prinesejo koledar, kakšno rečejo z prebivalci. In seveda so prostovoljni prispevki tisti, ki potem so najbolj zaželeni, da padejo tudi v gasilčev žep. Kako ste se kdaj srečali na terenu, kadar se ti koledarji delijo, če naredite primerjavo pri človeku, ki je že potreboval pomoč gasilca, kako gleda na to, in pri nekomu, ki gasilcev ni nikoli potreboval, se jih mogoče celo ogiba. Kakšna je razlika med nekom, ki je že nekako prejel pomoč strani gasilske organizacije, naj bo to prostovoljna ali pa poklicna, pa strani tistih, ki nekako se še niso k sreči s tem morali srečati? Ko obiščemo na koncu, ponovadi je to v mesecu decembru ali pa začetek meseca decembra, tisti, ki so že potrebovali našo pomoč, so itak navdušeni nad gasilci, da jih pridejo obiskati in pravijo, da boljš, da dajo ta prostovoljni prispevek, kot pa da nas še enkrat potrebujejo takrat, kadar gre za res. Veliko je takšnih, ki tudi dajo prostovoljni prispevek z mislijo, boljš, da damo to, pa da nikoli ne prijete na drugačen način. Se pa tudi zgodi, kdaj, da tudi kakšni, rekel, predvsem ljudje, ki so prišli iz drugih krajev sem v Krško ali v naše kraje, enostavno ne vejo, zakaj se gre. Takrat jim poskušamo objasniti stvar, kakšna je. Če dobimo kakšni prispevek, je dober, če pa ni, se pa jim zahvalimo in pač tako je. Kako pa nasplošno prostovoljna gasilska društva v Gasilski zvezi Krško krmarijo z proračunom, ki ga imajo na voljo? So zadoščene vse potrebe, so vsi pogoji nekako izpolnjeni, da lahko normalno delujejo, da lahko dobijo oziroma si nabavijo vso potrebno zaščitno opremo in obleko in vozila, ki jih potrebujejo, ali je tukaj še kakšna luknja, ki bi jo bilo potrebno zapolniti? Jaz mislim, da tukaj bo vedno ena luknja, vedno bo tistega denarja premalo. Sama društva se borijo tako, da pobirajo prostovoljne prispevke ob koncu leta, potem organizirajo si veselice, iščejo svoje sponzorje. Nekaj sredstev dobijo tudi strani Gasilske zveze. Gasilska zveza pa predvsem skrbi za izobraževanje teh članov, plačujem zavarovanja, plačujem zdravniške preglede, pomagamo društvom pri nabavi zaščitne opreme. Glavni poudarek je predvsem zaščitna oprema gasilca. Tukaj smo rekli, da moramo najprej narediti red, da bo kot gasilec zaščiten takrat, ko bo rabil na intervenciji. Se pravi, da ima zaščitno obleko na intervenciji. Težimo pa tudi k temu, da bi posodobili vozni park. Imamo kar, rekel, dotrajan vozni park, ampak mislim, da bomo s skupno pomočjo občine Krško nekako našli en skupni jezik in pravilno in dobro tudi uredili te stvari. In če se zdaj malce obrnemo še v poklicne vode iz prostovoljnih, če je prostovoljna organizacija v veliki meri odvisna od prostovoljnih prispevkov in pa od delitve tega proračunskega kolača, ki ga delijo občine in pa Gasilska zveza Slovenije, vi ste v kakšni obliki financirani? Nekaj iz pridobitne dejavnosti, nekaj pa iz državnega proračuna? Tako, kot sem že prej povedal, nekje 22-23% so v bistvu javna sredstva, vse ostale sredstva mi pridobivamo na trgu. Nekaj je tudi lastne dejavnosti, se pravi servisiranje gasilnih aparatov,
hidrantnega omrežja in tako naprej, večinoma so pa pogodbe s pogodbenimi partnerji. In to je teh 80%, moram reči, da to ni čisto tako, bom rekel, enostavno pridobljen denar, ne, ker tudi ta podjetja se v bistvu zavezana javnim naročilom. Ta javna naročila so seveda odprti postopki s pogajanjem in je na nek način pol včasih nastopamo tudi kot neki menedžerji in se pogajamo in v bistvu poskušamo te naše pogodbenike prepričati oziroma jim pojasniti, kaj jim nudimo in kaj to za seboj potegne. Ne? Da v bistvu poskušamo držati ta nivo kakovosti, ki ga oni od nas zahtevajo. Vemo pa, da jedrska industrija, farmacevtska industrija, termoelektrarna, papirna industrija imajo vsi zelo visoke standarde in zelo visoke zahteve. Ta oprema, ki je tudi Borut omenil, je izredno draga. Gasilska, mi smo samo v zadnjih 3 letih nekje za 1,5 milijona evrov vozil uspeli nabaviti. Med njimi je bila tudi ta avtolesto, ki smo imeli že staro 40 let. Tako da je v bistvu kar borba za vsak evro, bom tako rekel. Za enkrat moram reči, da so tudi te pogodbeniki, ki sem jih že prej navedel, pripravljeni prisluhniti, da se jih da prepričati z pravimi argumenti, ampak ti argumenti seveda morajo imeti podlago. Če ni podlage, časi debelih krav so včasih rekli, so mimo. Ne? Zato se res trudimo, da nudimo najboljše, kar lahko. No in če v prostovoljnih društvih pobirajo prispevke za koledarje, vi ste gospodarsko tako racionalni in ekonomsko podkovani, da nekako uspešno nastopate na trgu, ste pa kljub temu v lanskem letu poskrbeli, da je poklicna gasilska enota imela svoj koledar, ampak ne zato, da bi si zagotovili svojo opremo in za namen nabave kakšnih vozil, ampak ste nekako dali zraven humanitarno noto. Kakšen projekt je to bil? Ja, no, sicer je tukaj vodja tega projekta Stopar Aleš, tako da bi jaz rajši videl, da bi Aleš odgovoril na tole vprašanje, ker je to danes... Potem pa, če smem prekiniti, mogoče samo, kakšno je bilo doživljanje, ko se je bilo potrebno preleviti iz gasilca, delno še v manekena in v nekoga, ki pozira pred fotografskim objektivom. Moram kar reči, da jaz recimo kot vodja iz mene sem imel kar težave dobiti fante za manekene, bomo tem rekli, ne? Zato, ker vsak bi šel rajši na intervencije, ne vem, bilo kam. To pa ne, no, se pravi, nekako, da bi se izstopali, ne, ampak ko je pač direktor, ali takrat, če ni bil na vodji operative, Aleš to povedal, namen je bil dejansko pridobiti denar za društvo Sonček, se pravi, da delamo za dobrodelno organizacijo in ni bil namen to promovirati sebe ali pa ne vem, kakorkoli, no, tako da takrat, pa, ko sem to razložil fantom, sem dobil pa dejansko več ponudb, se pravi, da so se fantje javili, pripravljeni so se bili pokazati, slikati, normalno, vse to je bilo organizirano res tako umetniško, lepo narejeno, nam rekel, da smo to mi sami delali, smo najeli prav fotostudio, bilo je narejeno res profesionalno in tudi izdelki, ki so bili potem na voljo, se ste jih videli, te slike so bile res okusne, res lepe, no, in je ta namen presegel vsa pričakovanja. Tako da smo mogli, bom rekel, kar tedensko ali pa ne tedensko, dnevno kar do naroča, še 300 koledarjev, še 300. Krasno. Tako da je kar res dobri obeti za naprej. Ja, zahvala res Alešu za idejo in za izvedbo tega projekta. Kako pa je prišlo sploh do idejne zasnove? Ste to pobrali po vzoru kakšne od drugih organizacij, ki ravno tako humanitarno deluje za namen pomoči društvom? Ali imate koga mogoče, ki je povezan s tem društvom? Vemo, da je to društvo, ki združuje osebe, ki so gibalno ovirane in seveda tem ljudem se na veliko težji način približa športne aktivnosti kot nekomu, ki je povsem zdrav in gibalno nima nobenih težav. Če sem čist iskren, je v bistvu namen naloge bil v bistvu pridobiti sredstva, ni bilo še v bistvu naprej znano koga. In seveda hkrati bi lagali, če ne bi rekli, tudi narediti neko promocijo, tudi sebe pokazati, da nas ljudje prepoznajo. Tako da z društvom Sonček smo se povezali v bistvu šele potem, ko je ideja že nastala. Jaz sem celo klical Center za socialno delo in so me oni obrnili na njih. Jaz osebno nisem nikogar poznal, tudi vodjo društva, gospod Solomon, smo se kasneje povedali, ker naša ideja je bila, da bi celo mogoče nek invalidski voziček kupili, ne vem, naredili neko dvigalo za kakšnega invalidovega otroka, kar nekaj v tej obliki. Potem pa je sama
gospa predlagala, da bi v bistvu veliko večjo korist naredili, če bi kupili neko skupno opremo, da ima to v bistvu širše, čim več ljudi. Ker teh ljudi, jaz sem zelo presenečen, ampak društvo pokriva področje, kjer je, mislim, da je omenila številko nekje 100 otrok ali pa rekel mladostnikov z to telesno okvaro, kar je mene kar fascinirala ta številka, no. Tako da sem se jaz to idejo takoj tudi strinjal, fantom sem jo predstavil, mi imamo tudi redne sestanke, kjer so fantje to zvedli. Kupili smo v bistvu 100 opremo, potapljaško opremo, tako da se vsi te otroci, kjer pač imajo željo, lahko potem potapljajo. Seveda je to neka vodna terapija, ki jim zelo, ti otroci s temi obolenji, mladostniki, jim zelo koristijo dve zadeve, ne. Saj, tako so mi predstavili, ne. Ena so živali, ne, konji in tako naprej, druga je pa voda. Ne, to je grozno pomeri, mi smo zdaj že na 2 taborih oziroma njihovih kolonijah tudi sodelovali kot prostovoljci v svojem prostem času. Ravno kar pred 2 tednoma so se vrnili nazaj, kjer so to opremo, ki smo jo uspeli nabaviti s pridobljenimi sredstvi, tudi že v praksi uporabljali. Seveda pa nismo vedeli, kakšen bo odziv na to akcijo. No, odziv je, tako kot je Rudi rekel, bil izredno dober. Mi smo prodali, mislim, da nekaj čez 700 koledarjev, tako da se je nabrali tega sredstva, tako da smo uspeli kupiti 2 celotna kompleta za društvo in to tudi predati in oni jih to veselo uporabljajo in s tem je bil, v bistvu sta bila oba namena, ki sem jih prej omenil, dosežena. Skratka, tudi poklicna gasilska enota se odlikuje ne le po pomoči sočloveku v stiski, ampak tudi pomoči, kadar ta ni izrecno potrebna, ampak jo tako posredno ob posebnih priložnostih organizirate, če se le da. Mi poskušamo kopirati tudi tiste stvari, ne, ki so dobre. Ne. To ni bila čist, rekel, prva taka stvar na slovenskem prostoru. Mislim, da so tudi kranjski poklicni gasilci enkrat za svojega sodelavca, ki je imel invalidnega otroka, v bistvu zbirali neka sredstva tudi s koledarji. Je pa res, da se, tako kot je že Rudi omenil, čeprav so poklicni gasilci, ko je treba, rekel, nekje do pasa se sleči, je pa to malo težje te ljudi pridobiti. Vsi radi pomagajo neko oblečeni, tako tukaj gre pa predvsem tudi malo bolj v zasebnost, ne, in tam je pa malo težje. Tako da za 12 mesecev je bilo treba zbrati 12 ljudi oziroma 11 pa eno skupinsko, smo imeli kar težave. Ja, je bil kar izziv, ja. Zanimivo, ne, da ko je treba iti v ogenj, ko je treba dejansko dati glavo na pladnju, bi lahko rekli, takrat ni težav, takrat brez pomišljanja, če smo le dobro usposobljeni, ustrezno opremljeni, greste v akcijo, ko se gre pa za tako v narekovajih banalno stvar, je pa težava malce večja. Ampak kljub temu, namen je bil dosežen, cilj je bil takšen, da je bil plemenit in ga velja tudi ohranjati. Me pa zanima, Rudi, če ste kdaj v vseh letih, kar ste v gasilski organizaciji, tako v prostovoljni kot v poklicni, pomislili, da je to mogoče pretežek zalogaj, da so situacije kdaj tako težke ali tako naporne, da bi odnehali, da bi zamenjali poklic, da bi se nekako distancirali od te dejavnosti. Je kdaj prišlo do take situacije, da je takšna misel vas spreletela? Ne, res ne. Mislim, tukaj sploh nikakor ne, no. Ker tudi recimo lahko rečem že potem, ko so kakšne izobraževanje, bilo kaj, ko delamo, se pravi, ko je treba, ko sem prej omenil ta modul C ali pa, ne vem, za nevarne snovi, ne da imam enega kandidata, vsi bi šli radi na predavanje, potem imamo, ne vem, izobraževanje za prvo pomoč, vsi bi radi šli, se pravi, da takih stvari, da bi me odvrnilo od tega poklica, nikakor ne. Zelo redko pridejo ljudje nazaj v našo enoto, se pravi po neki nesreči, po nekem dogodku, da se ti zahvalijo, ampak tisti, ki pride, ne vem, 1, 2, 3, ti dajo zagon za 10 let, bom rekel, kar vnaprej, no, tako da ne, tudi enkrat ne. Mogoče imam srečo, tudi moj oče je bil pač gasilec v industriji, v nuklearki dol, bil je tudi isto prostovoljc v prostovoljnem društvu, tako moja mama, moja sestra, moj brat, prav vsi smo bili prostovoljci. Družinsko poslanstvo. Družinsko poslanstvo, ja, tako da ne, to je moje srce, to je moja duša, to sem jaz, no, jaz brez tega ne bi mogel živeti, se mi zdi, in tudi ne zamenjam ta poklic za nič drugega na svetu, no. Lepa misel. Rudi je prej dal lepo iztočnico, ko smo govorili o usposabljanjih in izobraževanju in o tistih, ki so fizično bolj naporna, in seveda vemo, da ženske smo manj fizično močne, kot ste močni moški. Kako je na nivoju gasilske zveze za usposabljanje, ki so praviloma rezervirani, recimo tako kot je Rudi omenil, za nosilca izoliranih dihalnih aparatov, koliko se ženske odzivajo na takšne specializacije? Je takšen odziv, kot bi si želeli, ali se nekako držijo ob strani, pa raje upravljajo bolj administrativne, organizacijske naloge?
Ne, čezdalje več je teh deklet, teh punc, teh žensk, ki se prijavljajo na tečaje, ki se izobražujejo, ki hodijo tudi na najtežja izobraževanja od teh modulov in jih glitko upravijo kot fantje. Nikjer ne piše, da ene punce, ženske ne morejo odpraviti tega testa. Samo potrebna je volja, tist strah prebroditi in gre vse čez. Mogoče je malce razlike, da v prostovoljnih vodah je to usposabljanje nekako zgoščeno. Se prijaviš, ga upraviš in potem, če imaš srečo, ga samo prakticiraš na vajah, ne pa v realnosti. V poklicnih enotah, v javnih zavodih, ki skrbite za preventivo in za operativne naloge, je pa zadeva malce drugačna in tudi mogoče z tega vidika ocenjujete, da je manj žensk v poklicnih vrstah? Niti ne. No, po meni znanih podatkov imamo trenutno 2 poklicne gasilke v Sloveniji, mislim, da ena v Ljubljani, pa ena v Celju. Tudi, ko sem s kolegom govoril, so se pokazali kot izredno dobre sodelavke, tako da so z njimi izredno zadovoljni na različnih nalogah. Je pa res, da zadnjih 10 let, recimo pri nas, ko smo imeli razpise za poklicne gasilce, se zelo malo žensk že sploh prijavi. Večinoma ne izpolnjujejo pogojev osnovnih, ki so za ta poklic zaradi same šole pogojeni, tako da na testiranjih je žal v našem področju še nismo imeli, no? Ampak izkušnje drugje kažejo zelo dobro. Ne bi vedel, zakaj se v poklicno strukturo tako ne pojavlja, ker glede na to, da recimo testi so zelo podobni kot v vojski, pa v vojski vemo, da je kar nekaj vojakinj. Ne? Tako da zaenkrat, če nisem izkušnja, težko primerjam, no? ker nimamo nobene poklicne gasilke. Je pa tudi v vseh letih delovanja vaše gasilske enote še ni bilo? Ste vedno samo v moškem sestavu? Ja, na testiranju ne. Čeprav je v bistvu tudi v razpisu, ki ga imamo sedaj, piše moški in ženska. Razlika je samo v Cooperjevem testu, ki ga imajo ženske že v originalu, v bistvu je, ne da je prilagojen, ampak je tak v originalu za ženske malenkost krajša proga in tem tudi primeren čas. Ne? Vse ostalo je pa enako kot za fante. In če bi punca ali ženska pač bila sposobna in imela te pogoje, ki se zahtevajo, ne vidim ovire, zakaj ne bi postala poklicna gasilka. Niste diskriminatorni, če bi tudi ženska, ki se prijavi, izpolnila vse norme, vsa pravila in zadostila vsem pogojem, bi jo z veseljem sprejeli v svoje vrste. Mislim, da bi z veseljem že to kaže na to, da pri planiranju novega objekta smo tudi planirali posebno žensko garderobo, posebne ženske prostore in tako naprej. Tako da upam, da bo v prihodnosti se tudi kakšna odločila za ta poklic. Ja. Upajmo, da bo tudi v poklicni enoti v Krškem let prebit, pa bo malce se povprečje dvignilo. Jaz sem prepričan, da bo slej ko prej. Je pa ravno v začetku septembra Komisija za članice pri Gasilski zvezi Krško organizirala vsakoletni izlet, ki ga pripravijo za svoje aktivne članice in med drugim so si gasilke ogledale tudi brniško letališče, kjer je, bomo rekli, 55 gasilcev, ki so nekako izurjeni, da so najhitrejši, tudi po predpisih, ki veljajo po zakonu v letalstvu. In direktor Milan Dubravac, ki je dobro znano ime v gasilstvu, tudi predsednik CTIF-a, Mednarodne gasilske organizacije, je dejal ob tem, ko je predstavljal to dejavnost na letališču, da se dejansko tudi pri njih tendenca povečuje, da potrebujejo nove gasilce. Tudi pri vas jih potrebujete. Ravno ste zaključevali sedaj razpis za nove moči. Kaj botruje k temu, da je potrebno čedalje več moških oziroma žensk na tem delovnem mestu? No, mi kot javni zavod seveda smo podvrženi nekim internim aktom. Mi imamo 61 sistematiziranih delovnih mest v poklicni gasilski enoti in tega seveda smo se dolžni držati. Nekaj k tem zamenjavam pripomore fluktuacija, se pravi upokojevanje. Moram reči, da veliko trenutno, predvsem na Primorskem, je veliko odhodov v industrijo, kjer so seveda v gospodarstvu plače malenkost večje kot javnih uslužbencev in nekatere to pritegne. Tudi pri nas je kar nekaj gasilcev odšlo in v Krko, in v nuklearno elektrarno, tudi v termoelektrarno Brestanco. In to potrebo ugotavljamo za sproti. Ne? Mi smo letos se odločili za 4 gasilce, da bomo nove zaposlili. Eden se nam upokojuje, ostalo je pa v bistvu zelo povečan obseg dodatnih del.
Mi tudi ta dela, to je tisti segment našega poklica, ko sem rekel, da iščemo vsak evro, da ga dvakrat obrnemo. Zdaj se bo tudi gradila hidroelektrarna na Mokricah. Mi tudi tam ogromno delamo, tudi pri hidroelektrarni Krško in Brežice smo bili stalno prisotni, namreč mi imamo sposobne reševalce na divjih vodah, tudi svojo potapljaško enoto, ker smo enota GEŠP. Rudi prej, ko je omenil usposabljanje, mogoče pozabil omeniti, čeprav je bil letos na obnovi licence, da je to eno zelo težkih usposabljanj, ki licenca velja 5 let. Usposabljanje traja 1 teden na reki Savi v Tacnu, kjer te enostavno vržejo med valove, pa je treba se naučiti reševati, zelo fizično naporno usposabljanje. In enostavno ko iščemo, bom rekel, te druge vire financiranja, če si, bom rekel, v tisti storitvi, ko delaš, ali pa pri tistem delu, če ga delaš s srcem, si ponavadi tudi dober, če imaš opremo. In bom rekel, če dali več ljudi nas samo od sebe kliče. Se pravi, ne vem, gradbena podjetja, ki delajo recimo most v Krškem, Adria plin, zavarovanje plinovodov in tako naprej. V bistvu Rudi lahko potrdi, da je letos bilo eno tako leto, da smo imeli toliko ogromnega dela, da smo že enostavno iz tega razloga bili primorani zaposliti dodatno število gasilcev, da bomo lahko ta dela normalno opravljali, kajti kot javnim uslužbencem seveda zaposlenim pripada tudi dopust in tako naprej. In letos ga nekateri žal niso mogli izkoristiti, kljub temu, da smo probali planirati, ker je bilo dela enostavno preveč. Tudi ko je remont, recimo nuklearni, pri nas dopustov ni. Mi se enostavno prilagajamo trgu, drugače ne gre. Drugače bila enota bistveno manjša. No in ker ste tako pridni in sami poskrbite, da kakšen evro pride v vaš mošnjiček, seveda tudi to pridobitno dejavnost opravljate nekako uspešno in tako, kot si jo približno želite. V prostovoljnih vrstah pa je ta pridobitna dejavnost znatno manjša. In večinoma je tista največja nagrada, ki jo gasilci dobijo po uspešno upravljenih intervencijah, hvala strani tistih, katerim se pomaga. V poletni številki izdaje strokovnega glasila Gasilec je bila celo objavljena zanimiva karikatura, kjer novinarka sprašuje gasilca, kaj pomenijo žebljički na ramenih, in je dejal, da mu je dovolj samo trepljanja po ramenih. Pa vendar, je nagrada res tisto zadovoljstvo, ki ga gasilec prejme strani človeka, kateremu pomaga, ali so še neke druge ugodnosti ali nekaj, kar lahko gasilca potem tudi spodbudi za delo naprej, da nima občutek, da je nekako grdo rečeno izkoriščen, pa da se ga porabi samo takrat, ko je pomoči potreben, sicer pa je v pozabi. Največja zahvala je to, da se ti nekdo od srca zahvali, da si mu lahko pomagal. Nekom pomagati, ki je v stiski, ki je doživel eno nesrečo, to je nekaj najlepšega. Še posebej, če si uspešen takrat. In tisti hvala ti pomeni ogromno. Odtehta tudi ostale stvari, ki mislim, bi mogoče prišle. Mislim, da odtehta tudi denar. Tudi denar takrat odtehta. Potem se pojavlja, zdaj imamo pa že, bi rekli, polno podstrešje te hvale, in tisti žebljički potem na ramah, da zdaj pa že dosti hval, da bi bilo pa dobro mogoče tudi kakšen denar, ki je dobiti, ampak tista zahvala, tista iskrena zahvala človeka, kateremu si mu pomagal, to je nekaj največ. Prostovoljne gasilske enote velikokrat aktivira regijski center za obveščanje bolj v podporo, kot pa v prvi vrsti, v prvi bojni liniji, kadar je na tistem območju, kjer se nesreča zgodi, kjer deluje poklicna gasilska enota. Kako nekako društva in poklicna gasilska enota sodelujete, če pridete skupaj istočasno? Je tukaj vzajemno delo ali prostovoljci nekako prepustite delo poklicnim, pa so za nekako podporne naloge na voljo? Kakšno je to sodelovanje? Kako poteka vse skupaj, kadar je intervencija? Če lahko res odgovorim, mogoče v začetku, pa bo pravi se navezal še zraven Borut Paleš. Vedno pač je klic iz centra, bom rekel, na nas, na poklicno enoto in pa na tisto društvo, ki je najbližje tega dogodka. Se pravi, mi izvozimo tam, zdaj ne glede na to, če pridejo prostovoljna društva prej kot mi, vedno prevzame vodja enote, poklicne enote. In nekako
smo to opazili, da rabimo en in drugi skupne vaje. Skupne vaje so pa prav namenjene tega, ker ko sodelujemo skupaj, se tudi ne poznamo, se ne prepoznamo. In smo se odločili, da vodja prostovoljnega društva pride do vodje poklicne enote in naredimo neke skupne pare. Tudi poveljnik ponavadi recimo stoji, če bom recimo rekel, da sem kot jaz vodja, stoji pri meni in sodelujeva skupaj in skupaj organizirava delo. Piševa skupaj čase, piševa, kdaj so kakšne vode prišle, se pravi za prevoze, govorimo pa o požarih, seveda zdaj v tem primeru. In pa tudi napadalne dvojke, ki so noter, se pravi, vedno je eden poklicen pa en prostovoljc, celo eden poklicen pa dva prostovoljna gasilca, nosilca dihalnih aparatov. Vsekakor takrat, ko se pa požar zaključi, se pravi, ko mi požar lokaliziramo, takrat se pa vse to, bom rekel, moje poveljstvo preda poveljniku prostovoljnega društva in potem oni nastopijo za to požarnim varovanjem in pa ne smemo pozabiti na to, da prostovoljni gasilci ostanejo tudi po požaru ali pa po požarišču še dolge ure naprej, ker pomagajo potem tudi sanirati. Ne? Se pravi, ko pride cenilc, pa to naprej se oni zberejo, tudi drug dan, tretji dan in pridejo in se sanirajo, pospravijo, podstrešje, zrihtajo, ne vem, tudi rekel, na koncu so že krovci in vse, tako da vse pohvale. No? Mogoče bi Boro če kaj dodal tukaj zraven. Jaz mislim, tako kot je Rudi že povedal, da prostovoljni gasilci in pa poklicna gasilska enota zelo dobro sodelujemo, da si ne skačemo v zelje, bi lahko rekli, ne? Ampak poskušamo en in drugi čim prej rešiti tisto zadevo, ki je nastala, ne? Tisto nesrečo. Se zgodi, da kdaj pride do kakšnega, bom rekel, kakšnega besednega spora, ampak to mislim, da potem vodje intervencije in pa poveljniki dosti hitro znamo rešiti, tako da zgladimo vse te majhne, ampak to so res majhni spori na lep, normalen način in da potem, ko naredimo analizo te vaje, da je to res tista prava analiza, da se pogovorimo, kaj bomo v bodoče naredili, da ne bi do tega prišli in da dobro. Jaz mislim, da dobro sodelujemo. Ja, sigurno. Je kaj za dodati, gospod Stoparšek, temu? Ali sta že vse povedala, kolega? Nič. Mogoče sem tukaj, da bo v bistvu gledalcem jasno, da mi smo ena od GEŠP enot. GEŠP enota pomeni gasilske enote širšega pomena. Te enote imajo pooblastilo za nevarne snovi, prometne nesreče in reševanje na vodi. Tukaj prostovoljna društva pač ne prožimo zraven, čeprav imajo tudi nekatera prostovoljna društva v Sloveniji to, bom rekel, pooblastilo. Seveda pa največ sodelujemo na požarih in tudi pri naravnih ujmah. To pa so v bistvu zadeve, kjer eden brez drugega ne moremo, kajti mi v bistvu, ko naredimo tisti, bom rekel, prvi udar, glavne stvari, enostavno ne moremo, enota je premajhna, da bi, ne vem, 30 gasilcev bilo na požarišču 3 dni. Mi moramo zagotavljati hkrati še prometno nesrečo, 3 prometne nesreče naenkrat, tudi če dalje večkrat imamo tako, da se nam intervencije pokrivajo, to tudi s tehniko poskušamo nekako zagotavljati, da lahko nudimo pomoč konec koncev 3 ponesrečenim v 3 različnih prometnih nesrečah in tako naprej. V vsakem primeru rabimo prostovoljce v bistvu največkrat, kadar je potrebna masa ljudi. To je edina organizacija, po mojem mnenju, ne samo v Krškem, tudi drugje, ki se lahko v tako kratkem času zbere v takšnem številu. In zato brez prostovoljcev enostavno ne gre. Sploh v zdajšnjih časih, ko so vremenske ujme takšne, kot jih poznamo, kjer so enostavno potrebne pridne roke, največkrat kakšna motorka, vile, lopate in tako naprej. Enostavno ne poznam organizacije, ki bi lahko nudila takšno število ljudi v tako kratkem času. Mi moramo v bistvu biti pripravljeni, da posredujemo še drugje, poleg tega pa še računa na nas, naši pogodbeni partnerji, ravno tako. Tako da gre za neko koordinacijo dela, mi naredimo tisti prvi udar, potem pa se v bistvu v sodelovanju z prostovoljnim poveljnikom dogovorimo, kaj bojo prevzeli, podamo glavne informacije, da ve, kako ukrepati naprej in tudi na center javimo. Od zdaj naprej mi se vračamo v enoto, prevzemajo prostovoljni gasilci in oni pa res velikokrat tudi se zgodi, da tudi po več dni dežurajo na kakšnem požarišču, pa brez da bi jim do včasih tudi hvala rekel.
Tukaj se lepo vklopi misel. Eden od politikov je, če se ne motim, celo na kongresu v Krškem dejal, da ena vojska, ki jo ima Slovenija, so pripadniki Slovenske vojske, ampak najmogočnejša in najštevilčnejša vojska so pa gasilci. Se verjetno vsi trije strinjate s to trditvijo? Ja, sigurno. Se strinjamo, ne pozabi, da vojska so tudi javni uslužbenci. Govorimo po prostovoljci, ki dajo svoj prosti čas za to, da pomagajo drugim ljudem. Nekateri celo žal še vedno morajo imati dopust, da pomagajo drugim. Da se tudi različnih izobraževanj udeležijo lahko. Niso vsi delodajalci tako naklonjeni. Točno tako. In upam, da se bo to spremenilo. Mislim, da se tudi tukaj premika, tudi na tem področju, in bi bil zadnji čas, da se tudi država zaveda, da take sile bo zelo težko v kakšnem drugi branži našla. Vemo pa, da ljudje čedalje več pomoči potrebujejo. Socialne stiske so čedalje večje, predvsem pri starejših, mladih ljudi ne ostaja več veliko doma, mi to opažamo po karakteristikah intervencij. Veliko nas kliče starejših ljudi, ki si dejansko sami več ne morejo pomagati, otroke imajo v Ljubljani, v tujini in tako naprej. In seveda... Pa so to klici, ki gredo po tem ustaljenem postopku preko klica na 112, ali se dogaja, da celo pokličejo kar direktno na vaš telefon in zaprosijo za pomoč? Pokličejo tudi direktno, ampak mi v vsakem primeru preusmerjamo na center, kajti mi enostavno intervencije brez proženja regijskega centra ne moremo narediti. Vsaka intervencija ima svojo korespondenco, svoj zapisnik, svoj zvočni zapis in to je ustaljena praksa. Bojijo pa se seveda poklicati 112, ker nekateri mislijo, da jim bomo računali. Pa jim pa pojasnimo, pa jih pomerimo, da sam ne pokličejo, ker mi moramo to uradno postopek speljati, tako kot policisti, tako kot marsikdo drug, in potem so malo pomerjeni, so zelo veseli, če jim lahko pomagamo. Kako pa je s tem v prostovoljnih vrstah? Mogoče po vaseh ali po društvih, kjer se ljudje bolj med seboj poznajo, se bolj pogosto zgodi, da namesto, da bi nekdo, ko potrebuje pomoč, poklical kar na 112 za kakšno malenkost, ki ni nujno življenjsko ogrožujoča oziroma ne ogroža imetja ali lastnika, da pokliče kar direktno, mogoče po mobitelu nekoga iz društva, pa zaprosi za pomoč. Kakšna je to praksa v društvih? Če gre tukaj za kakšno manjšo stvar, manjšo zadevo, se pride tudi do tega, da vaščan pokliče gasilca, ampak mi enako kot poklicni gasilci, če ta občan ne pokliče, potem tudi mi prostovoljni gasilci sami pokličemo na 112 in povemo, zakaj se gre, da bomo izvozili, ker tako kot je že Aleš povedal, s tem smo malo zaščiteni, pokriti, če bi se slučajno zgodilo kaj med potjo na intervencijo. In tudi verjetno potem upravičenost do povrnitve, kakšnih stroškov je povezana tudi s tem, da je to po uradni poti vse šlo. Tako je. Koliko se vam je zgodilo v situacijah, ko ste posredovali, da ste se mogoče ustrašili za svoje življenje, da je bila zadeva tako resna, tako obsežna ali tako nevarna, da ste pomislili, mogoče pa ne bom te zadeve preživel? Bom rekel, vsak klic, ko pride na naš telefon, je stresen. Je zelo stresen, nikoli ne veš, zakaj nas kličejo. Najbolj se bojimo tistih intervencij, katerih je tudi najmanj, in to so nevarne snovi. Se pravi, da vedno, kadarkoli kakšna vpletena prometna, pa tovornjake za kakšno nevarno snovjo, je tudi najbolj stresno. Seveda delamo vaje, ampak vaje niso enako kot pa intervencija. Požarov imamo veliko več na leto kot tega in tega bom rekel, saj jaz osebno se bojim najbolj, zato tudi najraje se udeležujem teh izobraževanj in pa tudi poudarek na vajah je res ogromno, bom rekel, vse simuliramo popolno vajo, kakor da se zares dogaja. Od ozemljitve kamiona do klica, do evakuacij, trake, vse uporabimo, se pravi, vse uporabimo tisto, kar so nas učili v šoli, do smer vetra, kličemo na center, iz katere strani piha, se pravi, da res, po moji oceni to z nevarnimi snovmi z tega vidika. Pa se vam kdaj zgodi, da v tistem adrenalinu, v tistem navalu, ko je veliko informacij, ko je potrebno hitro ukrepati, dobro ukrepati, da nekako pozabite na peers postopke, da kakšna informacija, ki jo je treba poznati za to, da ustrezno ukrepaš, potem nekako uide iz glave. Se tudi to zgodi na terenu?
Pa ne, mislim, spet zaradi tega, ker mi tudi vedno vaje delamo na tem smislu, da vsi delamo enako. Tudi jaz znanje, ki ga pridobim na izobraževanju, naredim potem v enoti predavanje za celo izmeno. In če sem pač edini iz cele firme na predavanju, povem vsem izmenam. In to je prav namen tega, če bi jaz kaj pozabil iz tega PIRS postopka, prepoznati, izolirati, reševati, kakorkoli, bi mi fantje povedali, 100%. In tudi se je že naredil tako, da takoj, ko smo izvozili ven, po radiovezah že komuniciramo, se pogovarjamo, kdo bo kaj delal, ne pozab tega, tako da, bom rekel, z tega vidika je. In pa imamo tudi vse napisano nekako na računalniku, da nas ta postopek čez računalnik vodi, imamo tablico v poveljniškem vozilu in pa telefonist ima isto stvar, bom rekel, pred seboj in tudi komuniciramo z njim od vseh teh, se pravi, obveščanja, že poklica, kle naprej lahko rečem, potem naprej pri sami tej, da prepoznam, da se prej ustavimo, da ne gremo preveč blizu tej nevarni snovi, se pravi v tem smislu se skupaj delamo. Z vseh strani potem imate zagotovljeno podporo oziroma jo poskušate varovalke na vse smeri postaviti. Tako recimo, kot sem že rekel, v začetku smo kot nekako družina in družina enako funkcionira. Se pravi, če se vsi pogovarjamo enako, potem to normalno funkcionira, če se ne, če smo doma tiho, potem to družina ne funkcionira. Tako jaz nekako to... Drži, so podobne zadeve tudi v službi. Ja. Bliža se mesec požarne varnosti, ko v gasilskih organizacijah, posebej v prostovoljnih gasilskih društvih, ne bo manjkalo različnih preventivnih akcij in prikazov najrazličnejših vaj. Cilj tega seveda je čim bolj ozavestiti širšo javnost, kako preventivno ravnati pred požari, pred naravnimi in drugimi nesrečami, kako so enote v tem primeru opremljene, kako dobro prikažejo vaje, kako so nekako homogene, ko je treba izvedeti kakšno sektorsko vajo, kjer morajo društva skupaj nastopati, kako kažejo izkušnje iz preteklosti. Vsako leto v mesecu požarne varnosti, v oktobru mesecu požarne varnosti društva izvedejo svoje društvene vaje, potem, tako kot ste že omenili, sektorske vaje in tisto čist na konc naredimo pa še vajo Gasilske zveze Krško, na kateri sodelujejo, bom rekel, samo izbrana društva. Vmes izvajamo tudi vaje v sodelovanju s poklicno gasilsko enoto, tako da se teh vaj v septembru in oktobru kar nekaj izvede, tako da takrat tudi pokažemo tisto svoje znanje, tako prostovoljci, poklicni pa itak že, ker to so njim skoraj redne vaje, prostovoljci pa skozi celo leto pridobljeno tisto znanje, potem na koncu pa le pokaže tudi na teh zaključnih vajah. Nekako namen lahko v društvenih vrstah potem tudi ugotovite, potegnete črto, ali je bil namen dosežen, ali je bila vaja dobro izvedena. Kako pa je širšo javnostjo, s prebivalci? Kako dobite nek povraten odziv, ali so dovolj dobro seznanjeni, ali poznajo ukrepe, kako se samo zaščititi v določenih primerih, ki so morda nevarni za njih? So ljudje toliko odprti, da pristopijo, da se pogovarjajo, da postavljajo vprašanja? Seveda, takrat, kadar izvajamo te vaje, nas tudi pride gledati širša javnost in ponavadi imamo takrat tudi dneve odprtih vrat, na katerih občani, širša javnost pride do svojih informacij, do stvari, za katere ne vedo, kako bi naredili. Sami pa delamo tudi na tem, da preventivno obveščamo vaščane, krajane o stvareh, še posebej takrat v tistem času, ko je kakšna prepoved za kurjenje v naravnem okolju, se daje na spletno stran, občina Krško daje na svojo spletno stran, vi kot mediji dajete. In mislim, da občani, da so se zdaj že toliko navadili, da upoštevajo ta navodila in zato, bom rekel, imamo tudi zelo malo teh intervencij. Preden s poveljnikom Gasilske zveze Krško in s direktorjem poklicne gasilske enote v Krškem spregovorimo še o razvoju in o vizijah za prihodnost, me zanima, kako bi vi sami ocenili poklic gasilca. Na kakšen način ga dojemate, kako ga doživljate, kaj je tisto, kar vam največ daje tistega notranjega zadovoljstva? Ja, moram reči, da v teh letih, ko sem jaz poklicen gasilec, je trend prepoznavanja gasilca in pa
samo cenjenje tega poklica zelo, zelo dvignilo. No. Na nivoju, se pravi, zdaj bilo kam pridem, nas cenijo, nas pohvalijo, nas, bom rekel, potreptajo po ramah. Ne. Tako da z tega vidika res se je to spremenilo. No. Je tudi promocija gasilstva se mogoče v nekaj desetletjih povečala v primerjavi z mogoče 90 leti, ko poklic ni bil toliko populariziran. Tudi risanke so recimo začeli več predvajati po televiziji v povezavi z gasilsko tematiko. Je mogoče tudi promocija in samo pisanje in osveščanje ljudi o aktivnostih gasilstva šlo malce naprej? Ja, recimo se pravim, tudi prej Aleš je povedal, recimo, da vedno kadarkoli je potrebno, smo tam, ne glede na to, zakaj nas rabijo, ali je to požar, ali je to nesreča, vedno se odzovemo, pustimo vse, recimo, ne vem, en primer je bil pri meni, ko mi je takrat, ko je bil tak veter, mi je razkril streho, sem te prvo pri sebi pokril streho, pa smo pa dejansko pustili na pol pokrito in sem šel naprej pomagati, to ljudje vse opazijo, no, pa nisem to edini, ne vem, je bilo veliko snega, je bil snegolom, eden moj sodelavec je prišel s traktorjem, celo pot iz Sremiča se je pelil do poklica, sem s tem, da bi pomagal drugim, potem šele sep, ne, in v teh vidikih, po mojem, to ljudje to vse opazijo, vse vidijo. Tudi prostovoljna društva niso zdaj samo, da bojo imeli veselice, kot smo rekli, ampak mi prepoznamo to res na vsaki intervenciji, pridejo zraven, jih vprašam, kdo ima izpit za dihalne aparate, mi skoraj vsi dvignejo roke, se pravi, da vidim, da delajo, da se izobražujemo in tudi kadarkoli pridemo na kakšno intervencijo, na kakšno nesrečo, se stvar zelo hitro se, bom rekel, lokalizira, se omeji in ljudje, ko nas vidijo, so res veseli, bi rekel, takrat, ko je nesreča in takrat, ko ni nesreča. No. Je res tako pozitivno. In potem je tudi isto, kar daje zadovoljstvo in veselje v upravljanju službene plati življenja. Imam dve hčerkine in ko hodim, ne vem, kje po Krškem, ali je to lahko po trgovini, ali lahko po ulici, ali ne vem, kje, ali na pokopališču, vsi me pozdravijo, zdravo, Rudi, zdravo, vsak me pozna, bi rekel, ne z tega poklica, se pravi, sem prepoznal, ne samo jaz, tudi cela enota, vsi vejo, kdo sem, kaj sem in sem res vesel, no, da sem poklicen gasilec, sem si to izbral. Pravilno pot, no, nekako sem si začrtal že v rani mladosti, trdo delam, nisem prišel, bom rekel, do vodje iz mene, sem nekako tako, ampak res to delo, pripadnost, srčnost, to se tudi prepoznam, bom rekel, pri nas sami enoti noter in nekako se mi zdi, da smo res nagrajeni že in tudi po prostovoljni plati, no. Tudi ko kamorkoli gremo kot prostovoljni gasilci, smo tudi prepoznani, ljudje, ne vem, veliko se jih zbere, pride k nam čestitajo, tudi ta prodaja kolendarov, ko je, bom rekel, kar res taka dobra stvar, dobimo, kar bom rekel, brez odpora, no, skoraj se redki odpori, včasih so bilo mogoče malo drugače, 94 ali pa do 2000 leta je bilo drugače, zdaj je pa to res, bom rekel, kar hodim tako ponosen, vesel. Skratka, vaše delo in vaš trud pada redno na plodna tla. Ja. Jaz mislim, če le dopolnim Rudita, ne, da je enostavno najbolj prava beseda za opisati ta poklic je enostavno poslanstvo. Ne. Če tega ne čutiš, bojo to tvoji sodelavci in tisti, ki jim boš nudil pomoč, sigurno prepoznali. Isto bo verjetno Borut potrdil in te ljudje se hitro zgubijo z teh vrst. Čeprav so tudi, bom rekel, javni uslužbenci jih sami, bom rekel, sama enota jih na nek način ne izloči, ne, ampak nekako jih da bolj na stranski ter. Ne. Ampak moram reči, da to je res zelo, zelo izjemno, ker večinoma ljudje vejo, kaj delamo in zelo redki pridejo nepripravljeni v ta poklic. Ne? Tako da bi rekel, so kar padli v ta poklic. Ne? Velika večina ljudi to zdaj opažamo, ne? Ta trend, da če dalje več malčkov v šolah, ki nas obiskujejo v vrtcih, ne? Jih vprašaš, kaj pa boš ti in velikih je gasilc, ne? Jaz bom pa gasilc. Ne? In na koncu se res, ne? Jaz sem zdaj 23 let poklicen, jaz smo že prišli do tega, da so eni res se že v bistvu, ko so včasih govorili, bom gasilc, se že na koncu prijavili tudi na razpis. Ne? In to je pa eno zadovoljstvo, verjetno. In res vidiš, da ima res, mislim, jaz sem bil kar na parih razgovorih, ko smo zbirali kandidate in moram reči, da v kandidatu zelo hitro prepoznaš, da si resnično želi biti gasilc. Ne? To se prepozna, no? Enostavno se prepozna, vidiš, da ima to kot svoje poslanstvo. No? Ja, zelo podobno bi lahko usporednico potegnili. Med poletjem je praznovalo prostovoljno gasilsko društvo na Vihrah in tam je bilo rečeno, da enostavno, ko je bil predsednik v vlogi,
da spregovori nekaj besed, da se jih izmenjata. Je bilo strani Gasilske zveze rečeno, enostavno delajte, kar delajte s srcem, in je potem to vodilo do uspeha in do tistega zadovoljstva, ki v gasilski organizaciji tudi pride. Če se dela s srcem, se dela dobro in to je takrat sigurno uspeh. Kako vidite razvoj oziroma kako se bo v prihodnjih letih, v bodočnosti oblikovala prihodnost Gasilske zveze Krško? Na nivoju same zveze, kot tudi društev, ki so vanjo vključene. Jaz mislim, da bomo na Gasilski zvezi Krško nadaljevali ta trend nabave opreme, da bomo nekako še povečali, predvsem pri zamenjavi teh, bom rekel, težkih vozil, cistern, GVC-jev, ki so dejansko največji strošek tako zveze, kot občine, kot prostovoljnih gasilskih društev. Tako da mislim, da to bo prvi in prvotni cilj. Seveda še vedno bomo skrbeli za osebno zaščitno opremo in pa na koncu izobraževanje. Brez tega pa seveda ne gre. Čim več tečajev, da gasilci pridobijo to svoje znanje, bom rekel eno tako gasilsko izobrazbo, pošiljali bomo na tečaje na IG, ki so, bom rekel, najbolj strokovni zaenkrat, čeprav sami organiziramo na Gasilski zvezi tečaje, seveda s pomočjo, bom rekel, predavateljev in inštruktorjev poklicne gasilske enote, ki tiste svoje izkušnje potem prenesejo na te naše tečajnike. Tako da to je naš cilj, bom rekel, za naslednjih 5 let. Kako pa je s tem, enako vprašanje seveda ne uide vam, kako boste nekako začrtali razvoj in nadaljno pot v poklicni gasilski enoti? Jaz velikokrat uporabim na nek način karikaturo. Ko smo mi z Ruditom prišli v poklicno gasilsko enoto, smo imeli še gumirane gasilske škornje, tako da te je malo še grelo noge, ko si na kakem požaru. V teh 20 dobrih letih smo prišli, po moje, na zelo visok standard opremljenosti. Za poklicne enote lahko trdim, da je standard opremljenosti zagotovo primerljiv z celotno Evropo. Naš cilj kot same poklicne gasilske enote pa je tisto, kar po mojem mnenju manjka v tej regiji. To je govorimo o IGU, govorimo v en tak manjši center, je tudi v Pekrah, v Sežani. Jaz mislim, da si tudi ta del Slovenije bi zaslužil en tak, bom rekel, malo večji regijski, bom rekel, center, in mislim, da so to objekt in poligon, ki smo ga omenjali, lahko tudi smatra kot prvi koraki v tej smeri. Jaz kot direktor si bom prizadeval za to, da bi to v mojem času vodenja nekako poskušali do tega priti, ker potem je vse lažje. Mi zdaj ljudi moramo napotovati v Ljubljano za 2, 3, 4 dni. Že prej sem omenil, kam moramo vse vmes delati. Tudi to je eden od razlogov, da rabimo več gasilcev. Vse bi bilo lažje tudi za Gasilsko zvezo, če bi imeli to v Krškem. Mislim, da pogoje imamo. Imamo tudi posluh ustanovitelja, glede na to, da je v bistvu financer prenove objekta in tudi sodeluje z Gasilsko zvezo tudi za poligon. Tako da mislim, da smo na pravi poti, in upam, da nam bo vsem skupaj uspelo doseči to, kar sem že v začetku omenil, en tak malo večji center, ki bo koristil tej naši regiji ali pa širši dolenjski regiji, ki tega centra nima. Sigurno. In upajmo, da bodo te želje oziroma načrti padli na plodna tla in da bomo lahko v prihodnosti že kmalu pošiljali prve tečajnike na nov poligon v Krško. Upajmo. Hvala lepa vsem trem, da ste se prijazno odzvali vabilu na to pogovorno urico. Če bi mogoče kdo še želel kakšno besedo spregovoriti v smislu meseca požarne varnosti, ki se bliža, je sedaj priložnost, mogoče kakšno opozorilo, kakšno vabilo občanom ali preprosto karkoli vam leži na srcu in bi kot gasilci želeli sporočiti širši javnosti. Jaz lahko mogoče izkoristim priliko, pa rečem, kako je že Borut omenil, da imamo teh vaj mi sicer zelo veliko. Mi smo uvedli prakso, da se v bistvu na vsaki 14 dni oziroma najmanj enkrat na mesec si ogledamo požarne bolj ogrožene objekte v občini Krško. Letos smo si jih kar nekaj ogledali, naredimo tudi veliko vaj takšnih in drugačnih. Večinoma imamo vaje za pogodbeni partnerji, kjer prakticiramo
razne specialistične usposabljanja, potem sodelujemo z zvezo tudi na občinski vaji. Si pa tudi sami poskušamo vsako leto izbrati en bolj rizičen objekt. In za nas je eden od takih objektov tudi dom starejših občanov v Krškem, predvsem tudi zaradi tega, ker nima požarnega javljanja trenutno še urejenega. In bo vaja 16. Mislim, da se nisem zmotil, 16. oktobra. Imamo vajo, kjer bodo sodelovali tudi društva in dejansko poskušamo ne samo kupovati opremo, ampak mi to opremo kupujemo z namenom. Ne, ker je predraga, da bi jo kupovali na pamet. Ne. Mi se pravi, moramo točno vedeti, kako lesto kupimo, da zadostuje vse potrebe v občini. Ne. Ravno tako za vsa ostala gasilska vozila in to poskušamo potem na takih vajah preizkusiti. Ne. In v tem primeru bomo preizkusili in, bom rekel, evakuacijo teh stanovalcev doma starejših občanov, ne, tako z lestvijo, kot tudi z 23-metrsko spustnico. Tako da upam, da se bo našel kak prostovoljec, ki bo to od njih, ne, seveda, ki bo to pripravljen preizkusiti, da bo videl, da to ni nič strašnega. Je pa to eno od orodij, ki bi ga verjetno v primeru kakšnega večjega požara mogli uporabiti na takem objektu. Ne. Ker tam je tudi struktura ljudi takšna, da je dosti od nepokretnih, ne, in enostavno takrat ni dovolj rok, da bi tako število ljudi naenkrat iznesel ven in je treba tudi tehniko uporabiti. Tako da že zdaj obveščam občane, da 16.10. bo v bistvu vaja, kjer ne bomo uporabljali nekih zvočnih signalov, da ne bo kakšne panike. Preplaha. So pa seveda dobrodošli, da si pogledajo vajo pri domu starejših občanov v Krškem. Vaja se začne ob 10. zjutraj in bo predvidoma trajala 2 ure. Toliko. Morda še kaj strani Gasilske zveze Krško? Ja, tudi strani Gasilske zveze bi jaz povabil vse občane na ogled vseh teh vaj, kjer bodo tudi sodelovala prostovoljna gasilska društva in tudi na našo vajo, ki bo bila zadnji vikend v mesecu oktobru, ki bo na stavbah pri Gen energiji. Bi pa povabil tudi vse občane 29. septembra na praznovanje 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi in pa gasilskega dneva Gasilske zveze Krško, ki bo pa pred kulturnim domom na ploščadi, pred kulturnim domom v Krškem. Skratka, že čez nekaj dni bo torej priložnost, da se tudi malce gasilsko podkujejo ostali krajani, ki morda niso v gasilskih vrstah toliko aktivni. No, mogoče bi še jaz dodal, recimo glede z moje, bom rekel, operativne stroke, no, bi pa naprošil vse ljudi ali pa vse občane, občine Krško, da ko nas vidi na cesti, ne, bom rekel, tako kot zakon že predvideva, da nam dajo prednost, se pravi, mi se trudimo tam iti malo hitreje, zaradi tega, ker nekdo nas potrebuje. Ne s to, bom rekel, s to jezo včasih, recimo tudi na taki vožnji, kjer se ne umakne ali pa kakorkoli, no. In pa tudi včasih zapremo kako ulico, kako cesto, to je vse z namenom dobrega dela, hitrejšega posredovanja in pa vedno rečem, ne, da zamislite si, recimo, če bi mogoče rabili sami našo pomoč, da je zelo pomembno, te minute štejejo, ker moramo vedeti, da v 5 minutah pride od začetnega požara do požarnega preskoka in takrat zagori cela soba, cela hiša in to je zelo, zelo malo časa rabi, da res vse skupaj zagori. Ni to, bom rekel, nekak izživljanje, ne, ampak je res to vožnja, varna vožnja, kljub temu, da je hitra, je varna vožnja. In takrat rabimo to pozornost voznikov in pa potrpljenje, da, bom rekel, gremo tisto minuto, 2 mimo. In to je odličen zaključek, da dejansko tudi občani, krajani, vsi, ki so nekako vpeti v intervencijsko situacijo, dajo to razumevanje, da je treba reševalnim ekipam dati svoj prostor in jim nekako dovoliti, da opravijo svoje delo pod pogoji, ki so potrebni za to. Še enkrat hvala vsem trem, da ste si vzeli čas in da ste se udeležili današnjega pogovora. In želim vam srečno delo v vaših gasilskih, poklicnih in prostovoljnih vrstah tudi v bodoče. Pa čim manj intervencij. Hvala. Drage dame, cenjeni gospodje, tokratno gasilsko oddajo, ki je nekako uvod v mesec požarne varnosti, smo pripeljali do konca in upam, da ste začutili, kaj pomeni biti gasilec skozi zgodbe naših 3 sogovornikov. Da biti gasilec ni samo poklic, ni samo interesna dejavnost, pač pa je to poslanstvo, ki ga enostavno živiš in ga upravljaš s srcem. In ne glede na to, ali ste gasilec ali niste, ali ste pripadniki kakšne organizacije, ki nudi pomoč in rešuje, če ste usposobljeni, če imate ustrezna znanja, ne oklevajte, kadar je človek v stiski, pač pa pomagajte. Lep dan, lepo se imejte in lep pozdrav do prihodnjega torka.